Prebrane celice bodo tokrat šesterokotne oblike. Odpravljamo se namreč med panje. Živa in Rok sta skozi knjigo Čebele spoznala te marljive živalice, brez katerih med drugim ne bi bilo jabolk, hrušk, češenj in celo, omenili smo prej, lubenic. Poglejmo. Res je juž, ampak ljudje teh sadežev sploh ne bi pogrešali, zato ker ne bi obstajali. Živa, ponekod so čebele že izumrle. Zakaj in kako se s posledicami soočajo tam? Ja, to se je zgodilo zaradi preveč enovrstne paše in pa prevelike uporabe pesticidov. In sicer v provinci Sichuan na Kitajskem, kjer morajo zdaj ljudje ročno s čopičem opraševati cvetove. Ja, res kar tragično. Pozdraviva pa še soavtorja in ilustratorja knjige Pjotra Soho. Pjotr, lepo pozdravljen. Menite, da bi se lahko sichuanski scenarij ponovil tudi w Europie? Pszczoły są producentami naszej żywności. Zapylają kwiaty, z których powstają 3/4 owoców i warzyw, które na co dzień jemy. Nie dbając o pszczoły, nie dbając o naturę, nie dbając o środowisko, szkodzimy sami sobie i w przyszłości może nas czekać taki sam los jak dinozaury. Po prostu wyginiemy z własnej głupoty. Dbajmy o pszczoły, nie bądźmy idiotami. Ja, izredno modra misel, hvala lepa, Pjotr. No, pri nas pa se pojavlja nova veja čebelarstva, ki pa to dejavnost seli tudi v mesta, kaj ne? Tako je, imenuje se urbano čebelarstvo, tudi v Ljubljani ga imamo, in sicer na vrhu Cankarjevega doma, Vlade Republike Slovenije, Radija Slovenije in pa na enem izmed ljubljanskih hotelov. Je pa med prav tako dober, kot če bi bil iz podeželja. Krasno, ja, res si polna znanja zdaj o čebelah. Te je morda knjiga spodbudila tudi k tem, da bi nekoč sama čebelarila? Ja, spodbudila me je, ampak bomo videli, kako se bo to izteklo. No, odlično, ja. Ljudje se lahko od čebel marsikaj naučimo, naprimer že satje v panju je zgrajeno izredno premišljeno in gradbeno znanje čebel smo si izposodili tudi ljudje. Kje in zakaj lahko najdemo to znamenito šesterokotno konstrukcijo, poleg naprimer naseljencev otoka Katar? Konstrukcijo najdemo, ker je lahka, ampak zelo trdna. Najdemo jo pa v delih letal, helikopterjev, ladij, avtomobilov, pa tudi pohištva, pa snežne in jadralne deske. Krasno, najlepša hvala, Živa, za ta pogovor. Želim ti eno sladko medeno otroštvo in naj ti čim večkrat pade sekira v med. To pa želim seveda tudi našim tekmovalkam in tekmovalcem in seveda Jušu. Srečno! Ja, hvala, Rok in Živa. Upam, da bodo tekmovalci v studiu pospravili čim več točk v svoje panje. Prisluhnite vprašanju. S knjigo Čebele se podajamo v svet teh izjemno pomembnih žuželk. Živa v prispevku pove, da poleg običajnega čebelarstva zadnja leta prihaja v ospredje tudi urbano, mestno čebelarstvo. Katero podobnost obeh poudari Živa? A. Panji so po videzu enaki. B. Kakovost medu je približno enaka. C. Panji ležijo na enaki nadmorski višini. Ali D. Prihaja do težav zaradi podnebnih sprememb. Oboji ste odgovorili B. Kakovost medu je približno enaka. Ja, Živa pove, da je med iz mesta prav tako dober, kot če bi bil s podeželja. Pravi odgovor je torej res B.